govorimo o požrešnosti in lakomnosti. Torej dve nič kaj prijetni temi, vendar mislim, da sta koristni. Tako eno kot drugo zelo dobro poznate. Prejšnji teden ste govorili o napuhu, oziroma so tukaj patri govorili o napuhu. Upam, da ste kaj odnesli od tega. Bom začel s požrešnostjo. Gre, vsi vemo, za neke vrste nezmirnost, neobvladovanje. Ne. Razlogov je več. Gotovo vsak človek, vsak od nas se proti tem bori, po svojih močeh, da bi se znebil tega nagnjenja, grešnega nagnjenja, ki nas na en način gotovo nas utesnjuje, nas tudi zasužnjuje, nas dela nesvobodnega. No, bil je en grški menih in teolog, Evagri Ponski se je klical. Rojen je bil v enem majhnem mestu Ibora, v takratni rimski provinci Pont, zaradi tega je dobil tudi ime Pontski, tam blizu Črnega morja. Živel je v 4. stoletju in on je napisal en seznam 8 slabosti oziroma skušnjav, ki vodijo v zlo. Tako pravi: požrešnost, nečistost, lakomnost, žalost, zanimivo, celo žalost omenja on, jeza, lenoba, slavohlepnost, človek, ki si želi slave, in pa napuh. No, seznam, on je napravil ta seznam prav zato, da bi lažje prepoznaval slabosti, ki so v njem. Zakaj? Ker to mu je na nek način olajšalo boj. Če ti imaš eno konkretno stvar, če ti označiš eno stvar, se lažje boriš proti temu, kot ena borba proti tako nasplošnim stvarem. Dobro imeti enega konkretnega nasprotnika. Če ne se tudi municija se razprši, kot pravijo, strelješ šibremi, to pravijo lovci. No, in on je prav si teh 8 slabosti, 8 skušnjav si je označil. Potem je bil pa v 6. stoletju, pa pride papež Gregor Veliki. Prav včeraj bi praznovali njegov god, Gregorjevo, ampak kot vemo, po drugem Vatikanskem koncilu so ga predstavili in je 3. september. No, in prav papež Gregor Veliki pa je bil tisti, ki je oblikoval ta seznam 7 glavnih grehov, na glavnih grehov tudi imenujo nekateri grešnih nagnjenj, kot poznamo tudi danes. In imamo napuh, lakomnost, nevoščljivost, jeza, nečistost, požrešnost in lenoba. No, in Evagri Ponski, prav enem od svojih del o 8 hudobnih duhovih, je zapisal, da nezmirno uživanje hrane in vode vodi do letargije. Kaj pomeni to? Da otopi, pravi. Otopi, duh se zatemni. Požrešnost, ki ovira molitev in preprečuje kakršnokoli globlje duhovno spoznanje, se zdravi z rahlim pretiravanjem v nasprotno smer. Da greš kontra, udariš kontra. Ignacij je imel tak lep izraz agere contra v latinščini, da greš proti temu. In tudi pri fiziki smo se učili, podoben kaj je bil 3. Newtonov zakon, podobno pravi. Tako, če ti deluješ eno telo s silo, drugo telo proti tebi deluje z nasprotno enako silo. Tako da kontra je treba iti. No, in torej požrešnost, pravi Evagri Ponski, zdravimo samo odpovedjo, preudarno zdržnostjo do hrane in pijače, oziroma s prostovoljnim prenašanjem lakote in žeje. To je bil njegov nasvet. Vendar post, pravi, nikoli ne sme voditi k uničevanju telesnega zdravja. Nikoli na silo. Tako kot večkrat ponavljamo stvari, da jih je treba delati z ljubeznijo, tako tudi post na nek način in boj proti tem grešnim nagnjenjem mora biti z ljubeznijo, da ne škodujemo sami sebi, da ne gremo tudi proti svojemu telesu. Bil zanimivo menih, Benedikt, je imel celo take revolucionarne prijeme, ko je prišel samostan, je kar ukinil vse post, da so menihi rekel, ni se treba več postiti po teh pravilih, po regelcih, ampak vsak pri sebi mora videti, kaj je to, kaj je zame najbolj koristno. Pač ljudje smo si različni. Kaj je zame najbolj koristno, kaj je to, kar me vodi v eno svobodo duha, v eno lepoto, v dobro, kaj je tisto zame najbolj koristno. Ne samo, da se držim določenih pravil, tako kot pravijo farizejsko,
ampak z eno ljubezno, z enim svobodnim pristopom. Ne. To je zanimivo, Benedikt, ne, ki je bil oče zahodnega meništva. No in tudi Pavel, vemo, ne, pravi, telo je tempelj, je svetišče svetega duha, ne, moramo lepo ravnati tudi z našim telesom. Učinek zmirnega posta, pravi Evagri, je v tem, da naredi samotarja bolj notranje pozornega in tudi sposobnega za nočna molitvena bdenja. Ne. Da te ne vznemirja to pri molitvi, pri nočni molitvi, takrat sploh menihi so veliko vrednosti imela ta nočna molitev, tudi danes vemo, da so določeni samostani, ki imajo te nočne molitve, recimo klarise, pa kartuzijani, oni imajo tudi nočno molitev. No in pravi Evagri, s pomočjo askeze pridemo tudi do praktičnega motrenja. To se pravi, da reflektiramo, ne? Reflektiramo te misli, ki so v nas, te zle misli, ne? In potem, ko jih spoznaš, ko jih prepoznaš, jih lahko začneš tudi zdraviti, ne? Kot zdravniku, ne? Zdravnik ne mora kar nekaj zdraviti, nasplošno, ne? Ampak točno določeno stvar. In podobno je tudi pri tem. Ne? Potem je bil še en drugi menih, sveti Janez Kasijan se je klical. Rojen je bil v današnji Romuniji, on je živel na prehodu iz 4. v 5. stoletje. Pravi pa, da nam požrešnost ponavadi predlaga, da bi jedli pred določenim časom, nagiba nas k temu, da bi jedli preveč in da jedi ne iščemo glede na njihovo pravo koristnost, ampak samo zato, da bi zadovoljili sladkosnednost, ne? To pravi Kasijan. Nasplošno požrešnost pomeni, da ne vidimo več objektivnega dobrega, ampak subjektivni užitek povezan s stvarmi. Ne? On pravi, to je subjektivnost. Ne? Vse to so vsa grešna nagnjenja, gredo v isto smer, bi lahko rekli. Ta subjektivizem, ne? Samo da je meni fajn, da jaz uživam, ne? Pozabljam pa na okolico, ne? Tako kot sem rekel. Začnem se oddaljevati od Boga, začnem se oddaljevati od ljudi. Ne? Vsa grešna nagnjenja, zanimivo, vodijo v to smer, ta subjektivni užitek. Ne? Človek se zapira se pred svetom, živi v enem svojem svetu, ne? Pozablja na drugih ni okrog mene, oziroma so takrat samo, ko jih potrebujem, ne? Ko pa drugi mene potrebujo, pa meni. Ne? In to je ta subjektivni užitek. Ne? No, še ena zanimivost, da prav požrešnost, prvi, recimo, zgodnji cerkveni očetje, so prav požrešnost postavili kot tak na vrh lestvice, ne? To, proti čemur se treba najbolj boriti, ne? In tudi vpliva potem na druge naše stvari v življenju. To je požrešnost. Mislim, da je dovolj o požrešnosti, ne bomo šli na lakomnost. Kaj pa o lakomnosti pravijo duhovni očetje, ne? Pravijo, da to je človek, ne, ki izgubi zanimanje za druge vrednote. Kar naenkrat druge vrednote mi nič več ne pomenijo, ne? Iščem samo dejavnosti, iz katerih dobim eno korist, zaupam svojemu denarju, svojemu premoženju, ne? Verjamem, da bom s tem vse dosegel. To mi daje tak občutek zavarovanosti, ne? Da sem varen. In to je v mislih lakomnih ljudi. Ne? Denar, ki mi bo vse zagotovil, varno življenje, tudi užitke v življenju in tako naprej. Ne? Seveda, potem pa pride kakšna vojna, ne? Tako kot zdaj gledamo v medijih v Ukrajini, ko kar naenkrat zgubiš vse in se vprašaš, zakaj, kako, ne? A je to mogoče? No, to mislim, da sem že enkrat omenil tudi izkušnjo mojih starih staršev, ki so v drugi svetovni vojni praktično izgubili vse. Prišli so Italijani, zažgali hišo v vasi in ostali čez noč brez vsega. In takrat se človek vpraša, ne? A mi res to lahko daje eno varnost v življenju? Ne? In vidimo, kaj daje največjo varnost, zopet so to odnosi z ljudmi, odnosi z Bogom. Ne? To je tista največja varnost. Zaradi tega so tudi cerkveni očetje opozarjali tudi proti lakomnosti. Ne? In imamo tukaj sveti Janez Klimak, on je bil pa rojen v Palestini
in živel malo kasneje na prehodu iz 6. v 7. stoletje, pa lakomnost primirja z malikovalstvom, se tudi ta izraz poznamo. Malikovalec pravi zaupa v lesen ali kovinski kip, pričakuje rešitev od sonca in zvezd, ne pozna pa pravega Boga, ki je vse ustvaril in vse vlada. Pravi lakomnež zaupa svojemu denarju in verjame, da bo z njim vse dosegel. Čuti se zavarovanega in ne potrebuje nikogar, niti si ne želi pomoči od Boga. In pravi, zaradi lakomnosti trpijo tudi človekove vrednote. No in prav en tak primer daje teh Jezusovih besed, ki velikokrat beremo na pogrebih. Ta odlomek iz Matejevega evangelija, iz 6. poglavja, ja, verjetno vsi poznate. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta molinarja in kjer tatovi ulamljajo in kradijo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molinarja in kjer tatovi ne ulamljajo in ne kradijo. Ker je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. To je iz Matejevega evangelija. In eno bistvenih vprašanj pri vseh grešnih nagnjenih je prav to. Kje je moje srce? Kje je moje srce? Tako, se sem rekel, nekdo je bolj podvržen enemu grešnemu nagnjenju, drugi bolj drugemu, vsa pa vodijo v isto smer. Proč od Boga, proč od sočloveka, proč od človekove svobode, proč od notranje lepote in tudi proč od življenja. To vodi človeka v smrt, ne v življenje. In bom zaključil z enim čudovitim Mojzesovim govorom. To je bil zadnji Mojzesov govor. Pravi, glej, danes sem položil pred te življenje in srečo, smrt in nesrečo, ko sem ti danes zapovedal, da ljubi Gospoda svojega Boga. Gospod nam daje svobodo odločanja in polaga pred nas. Tukaj imaš, življenje, smrt, srečo, nesrečo, daj, odloči se, kaj bi rad, Tako in pravi, ljubi Gospoda svojega Boga, hodi po njegovih potih, spolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. To kot Mojzes govori ljudstvu, kako naj ljudje delijo. Tako boš živel in se množil in tako naprej. In pravi na koncu, izberi življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda svojega Boga. Poslušaj njegov glas. V tem je življenje, še enkrat poudarjam, v tem je življenje in dolgost tvojih dni in tako naprej. No in tudi jaz vam želim, da bi ob razmišljanju o lakomnosti in o požrešnosti izbrali življenje, izbrali lepoto, izbrali ljubezen, izbrali notranjo svobodo. Seveda pa velikokrat je za to potreben en duhovni boj, ki pravi, da je najtežji od bojev, je ravno duhovni boj. Tako zato pa prosimo Gospoda, da bi nam dal te moči, da bi zmagovali, da bi išli iz teh bojev kot zmagovalci. Amen.